srečen, spomnim tistih se noči, tvojih nežnih rok, žalostnih oči. Čudna je ljubezen, v njej se človek izgubi, kakor zjutraj ugasnejo ulične luči. Žalostna sem. Ne, jezna. Znorela bom. Kakšen kaos. Kako naj še kdaj verjamem kakemu fantu, če pa naš oči tak pacek. Glej, kako mi tolče srček. Človek je res. Mami bo gotov zadnja, ko bo zvedla, kaj nam dela. Ta starim se meša, tudi manjca se noče soočiti s tem, da je že stara. Da je njen čas že mimo. Tralala hopsasa, Manica bo slavna bila. Tralali hopsa si lepše v mestu ni. No, se pol pa ni čuden, da smo otroci tako zmešani, pa da tako zabredemo. Špelo bodo pa domači kar s kamero snemali. Namesto da bi... Se kaj bi v sosedovih, če pa pri nas doma ni nič boljš. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Marija, koliko časa smo čakali tele trenutke? Kakšna Marija? Jaz sem tista Marija. Mene je treba hvaliti, jaz zaslužim. To že, Jože, to že. Ampak, a veš, Nič ampak. Marije pa Jezuščki nam v teh zadnjih letih niso prav nič pomagali. Kakaj pa biksaš otroka sta tle, no? Štefka, otroka sta že zrela, več vesta kot midva. Ja, sam sta še zmeraj najina otroka in miniva morava biti še zmeraj zgledna starša, a ne? To pa prav gotovo. Dober vzgled, a ne oči. No, nekaj sem vam mislil povedati, pa ne bom, ker... A daj no, daj povej no. Daj pust bave oči, daj meni povej no, ko. A veš, sem nabavil tistega gliserja 150. Gliserja, mamo! Gliserja, mamo! Uga za po vodi voziti, ta velikega za babence furat. Gliser! Gliser, mislim. Za babence, a ne oči, babence. Kaj se pa viva greste za njega vraga? Kaj to vaš čas nekaj med vrsticam govorite, a? Nič, mami. Važno, da imamo mi gliserja. Halo? Halo, a si ti Špela? Joj, dobro, da sem te dobila. Ja, kje pa si? A na morju? Ja, pa se še mraz. A ja, a pri prijateljci. No, prav. No, Špela, hotela sem ti povedati, da je Tina odšla. Ja, šla je. Ja, pa tudi oče je šel.
Ne, niste skupaj, ne. Oče je šel po mami v Indijo. A boš prišla zdaj domov? A res? Jo, prid. No, prid, Špela. Joj, prid, no, da kliček moj, prid. Nancy, no pridma sem, no, da se medve neki zmenila. Dej, stara, no. Ej, jaz komod delam še kakšno nadurco, ampak samo do 8 pa ni šans. Jaz tudi rabim nekaj časa zase, no. Ja, sej vem, da rabiš časa zase. Sej se cel dan razdajaš descem. No, sej ne rečem ta mladem, ampak ta starem, veš. Ema, čakaj malo, kako si ti to zdaj predstavljaš, ej? Pa kaj tebe sploh briga moje življenje, a? Ja, sej imaš prav. Nič me ne briga. Ampak tole, kar se pa dogaja v mojem salonu, me pa briga, veš. In zato sem se jaz odločila, da boš ti tukaj delala sam še 2 dni. Potem pa deli svojo kariero, kar kjer hočeš. Na mojih žulah jo ne boš več. Manica ima tega čist dost. Jasno? Jasno, Manica, valjda. Še 2 dni in čau. Kura! Maja. Na, zdaj pa še to. Poglej, kaj se je zgodilo. Lej, veš, kaj to pomeni? Stroške. Ne, hvala, nič mi nisem, malo sem se porezala. Dej, Janez, naredimo res eno veliko spremembo. Tole damo dol. O, ne! Kristus gre pa lepo nazaj gor. Ja, pa kaj, mi boste čisto stanovanje predelali, ali kaj? Lej, 100-krat sem te prosila, ker niso mi za mene. A ne? To pa ne. Hle, mami, tako bomo naredili. Kristus bo stal na steni, ampak druge slike grejo pa vse dol. Pa jaz bom to stanovanje čist prebarvala. Sama, ker vi itak nimate nobenega okusa. Na zelen. Dajmo ga prebarati na zelen, celega. Jaz bi ga na zelen. Nič ne bomo varili. Kupili bomo sam tiste stvari, ki jih lahko odnesemo s sabo. Kam? Razmišljam, da bi se preselili v večje stanovanje. V službi bom dobil kredit. Ne bom za zmeri v tej luknji. In kako ste, Rozi? Ja, še kar. Ne zamerite, tako bi se rada nekaj z vama pogovorila, če bi lahko sama... Otroci, pejte v svojo sobo, prosim. Za 5 minut, prav? Veste, tako sem v skrbeh za našo Špelo. Prejle sem govorila z njo po telefonu, pa je rekla, da pride domov, da bo danes že doma. Nekako v krizi je, pa se bojim, da jaz sama ne bom znala pomagati. Mogoče, nekako sem si mislila, da bi mogoče vidva mi dala kakšen nasvet. A jaz pogledam v karte, a? Ne, se bojim, da karte ne bojo pomagale. Ne, imam boljšo rešitev, počakajte, sem trenutek. Pa jaz bi tudi Rozi zelo rad pomagal, zelo rad, ne, sam se bojim, da tukaj kot kriminalist ne morem pomagati. Te pride eno drugo znanje, eni drugi strokovnjaki na vrsto. Takole, Rozi, če tole preberete, vam bo mogoče malo bolj jasno. Mislim, to je vse, kar jaz lahko ta trenutek naredim, a ne? To je dobro čtivo, ja. Mi, otroci s postaje ZU. Dnevnik uživalca mamil. O, Marija, a mislite, da je tako hudo? Zelo hudo. Rozi, še predstavljati si ne znate, kako hudo. Joj, bom kar šla. Hvala vam lepa, res. Če greste, ne boste čaja do konca? O, Rozi, ma ne še iti. Ne. Tam ste to eno knjigo? Nač mami mi je dala zato, da bi malo več počivala, pa manj delala, veš. A ja, to je tisto, otroci, ki se fiksajo, ne da. A vse to ni naš tazga, tudi kakšni moji prijatelji želim vohajo. A res? Ja, pa starejši tudi že kaj drugega provajo. Se vsak dan kakšen kul avto pred šola s čudnimi tipi, ko starejšim facam šole dajo mamila. O, Marija. Vse to ni naš tazga, to mi vsi vemo. Ja, hvala vam, no, ne zamerite, no, bom kar šla. Srečno. Srečno, Rozi. Sedaj.
Kako gre to not? Navodila poglej. Če ne piše. To ne piše. Se res? Kako se tole natakne, no? Ja, oči. To bi pa ti že ja mogel vedeti, ha? Ja, moram vam povedati najnovejšo novico. Oči gre v Ameriko. V Ameriko? Wow, v Ameriko? Ti si pa res faca. A gre mami zraven? Službeno grem. Kako to? Saj zdaj imamo pa ja dosti denarja. Pa mami še nikoli ni bila v Ameriki. Maj, kad nekaj. Kdaj pa greš? Jutr. Jutr. Ja pa menda ne boš rekel, da si danes zvedel. Ja, danes. Ah, ne mi reč, no. Pa v Ameriko se pa ja ne gre vsak dan. Danes. Zdaj je, kar je. Jutr grem, služba pač, ni druge. Nakladaš. Tale služba od našega očeta nam prinaša sam krek. Ja, prav gotovo je šele včeraj izvedel za Ameriko. Mami je čist preč. Meni se pa vse skupaj zdi... Ne, sej ni tako hudo, ko zgleda, no. Kaj, pogledaj sem te prišla, no. Sam, da si doma, sam, da si doma, vse se bo uredilo, Špela. Ja, se bo, verjetno se bo. Si rekla, da mami pride, ne? Ja, pride. Pride, mami si kar pride. Pride, pa ti bo pomagala, pa mi drugi tudi. Janez pa Gorazd, pa prijeta zvečer, no. Zvečer, nimam jaz, ne, veš kaj, bom jaz pol zvečer prišla. Ne, nikamor ne boš šla. Nimam časa zdaj, no. No, pa povej mi, kaj rabiš, pa ti bom prinesla. V redu, jaz zvečer prijem. Si rekla, si komi prišla? Čau, O, Marija. Koliko lepega snežaka sta naredila. A sta ga sama ali vam je kdo pomagal, a? Čist sama so ga naredila. Nihče noben nama noče pomagati, zdaj se še Maja pa Janez postala drugačna. A ja, kako to misliš drugačna? Je tako, Maja se noče igrati več z nama. Ojoj, to pa res ni lepo. Ej, kaj pa, če bi se jaz z vama igrala, a? A se čmo skupaj igrati? Ja. Kaj se čmo iti? No, daj, povejta. Tarče, ti se tam postav, mi da te bomo pa kepala. Okej. Samo pasta, ne v glavo, pa ne ledenih kep, pa čist sneg mečta vame, da mi ne bosta plaščka omazala. Ne v glavo, pasta. Joj, oči, kako ti zlagaš, no? Ja, dost robe je, ne? Pa, lahko še tole nekam zatlačeš, li? Kaj pa je tole, oči? Kaj? Kaj boš pa ti kaj počel v Ameriki? Službena pot, ha? To je... Aha. Službena pot s tvojo Nancy! Maja!
Ti bom že dala, Maja. Maja, poslušaj, no. Kufr te Poslušaj, dam. sej, nisem tako... Pej, v tisto tvojo Ameriko. Staj. Počak, Maja, poslušaj me. Počak, da ti razložim, no. Da ti Maja! Zdaj pa dost. Ok, dost. Pridite mal sem. A bi zdaj še vidva naredila nekaj za mene? A bi? Bi. No, lejta. Tukajle imam jaz eno kaseto in bi zelo rada, da to kaseto odneseta Maji. Samo rečite ji, da je strogo zaupno. Prav? Strogo zaupno za Majo. Tako. Ja. Halo. Rado. Ne, smo doma. Nič, kar prid. Bomo, ja? Kaj? Čau. Rado. Ja. Spet je neka frka. Zdaj bo sicer pripeljal sem, ampak je rekel, da moramo pol takoj poskrbeti zanjo. Pa da je precej... Kaj precej? Ma, čudna, agresivna. Ja, vem, vse sem prebrala, ja. Zdaj je v krizi. No, zdaj moramo pomagati, nekako moramo skupaj stopiti. Nikoli ne sme biti sama, pa nikamor jo ne smemo pustiti, pa če bo še tako hotela. Ona je zdaj pripravljena lastno mater prodati, samo da bi dobila... Da bi dobila kaj? Kaj da bi dobila, kaj? Ma, Janez, no. Daj. Janez, saj vemo kaj, no. In če jo imamo radi, ji bomo pomagali. Bo pa hudo, zelo hudo, za njo in za nas. In če ne bo šlo drugače, bomo pa zdravnika poklicali. Jože. Mersi. Pa se nisva zmenila, da ne boš hodila sem, no? Oči, kdo je? Poštar je, poštar. Samo to sem ti prišla povedati, da me je Manica vrgla ven. Ja? Super, ne? Ja. Tako ne bo noben samo da greva. Sam še na nočko. No, še ena nočka. Poglej, kako mi srček tolče. No, a kaj zame? Kaj zate? Ja, poštar je bil, a ne? Ne, nič ni. Hodim gor in dol, po cesti nekdanjih dni. Pred menoj se leva vleče, čas, ki ga ni. Čudna je ljubezen, v njej se človek izgubi. Kakor zjutraj ugasnejo ulične luči. Najraž bi se ga zadela in se polupčkala z gorazdo. Ja, dol bi se dala. Poln kufer imam tega blefa in scen, ki jih gledam doma. Sama pa naj igram Marijo Devico. Čist razumem Špelo, da se drogira. Res jo. Kaj pa tako diši, Rozi? Marmorni kolač pečem, tega ima Špela najraj. Ja, jo moram malo pocrkljati, ker ni mame. Pa se ne verjamem, da bo sploh kaj jedla, veš, Rozi. Sej nič ni ta let sploh jedla. Če pa že je kaj, pa takoj na skret letela. A res? A veš, da jaz zadnje cajte tudi nimam prav posebnega apetita. A misliš, da sem jaz tudi pol? Ma dej, Janez, no. Če si česa drugega odvisen. Dej, greva raj to, no. Evo, tale bejba. Čisto podno je bila, zdaj je pa čisto redno. In zakaj? Ker so jo takrat poslali dol v komuno, v Pirinoto, ne? Pa so jo zrihtali, kaj? Špela,
pa dobil? Stara zgodba, Rozi. Pa čisto nič prijetna. Tako da ti jo bom kar pošparil. Ma tebe kar src preleti, ko se spomnim. Unga prasa bom pa zašil enkrat za zmeri. Kjer ga, Rado? No, daj sed, se bomo malo pogovorili. Ne, Rozi, danes ne. Kdaj drugič z veseljem, ampak danes pa dajš ne. Danes pa ne. Maja! Majči! Daj odpri, no! Pa kaj zdaj to? Kdaj se pa zaklepamo? A bo Miška pogledala ven, no? Daj smrkla odpri že, no, pogovorit se morala. Če ne boš odprla, te bom ponagi riti na Šeško. Ti boš kjero drugo ponagi riti na Šeško. Ker pej, a ne vidiš, da si nam vse uničil? Pej tu tisto tvojo Ameriko, pa ne pozabi svinskih olagu. Ampak, ko boš prišel nazaj, nas ne bo več, da veš! Takole pa ti ne boš govorila z mano. Kaj še pa greš, mula nesramna? To je moje stanovanje. Boš videl, kako bo šele mami vesela, ko bo zvedela. Kako bo šele ona nesramna. Pri tej hiši se je vsem zmešala. Jaz bom šel. Pej, briga me za tebe! Živjo. Pa res ne vem, zakaj me je moja ljubezen pustila tako dolgo čakati. Ja, dolg naporen dan je za mano. Dobro, da je za mano. Me pa res zanima, kaj je mojega najljubšega moškega tako spravili iz tira. Ti bom drugič povedal. Zdaj bi šel pa najraje spat. Prid sem. To pa ne. O tem se bova pa zdaj malo pogovorila. Mislim, tako pa ne moš iti kar spat. Ne ti bo, ko si že glih ti. Ampak takrat bi šel najraje spat. Danes je kriminalist Rado na lastne oči prepričal, da se sosedovo Špelo ni za hecat. In da se Rado ne moti, govori tudi njen dosje, ki je naravnost katastrofalen. Punca je povezana z mafijo. In tukaj ne moramo pomagati. Niti moji kriminalisti, niti jaz. Niti jaz, Rado, ne. Zdaj sem pa majhen. Pomagaj mi. Dej, Rado, zber se, no. Mislim, zber se, no, Rado. Mene je strah teh velikih fantov, no. Pa daj, Rado, zber se. Enkrat so Rado te že dobili, razumeš? Rado, zber se, no. Mislim, a si deca nis. Nisem, tukaj pa res nisem dec. Tukaj pa res ne. Posluši, zber se. Jaz imam tam 2 otroka in res ne rabim še tebe. Se vem. Oprost. Oprost sem. Nisem si mogel pomagati. Veš, ko sem videl, da je Špela res na igli. Čeprav se jaz tega dolg nisem upal poznati, ker ona je tako fejs punca in mi je tako strašen zov za njo. In zvedel sem, kdo je njen diler. Mile Radmilovič, lepi Miča. On je strašen nevaren, če si ti njemu na poti, razumeš? Te zbriše, tako da jaz se bojim, da je Špela oplela, Špele ni več, razumeš? Posluši, mi da morala narediti načrt. Mislim, se mi kar zasmilil. Si pa
že kaj zmislila. Živijo Gorest. Ja, jaz sem, ja. Ne preveč dober, pa ti? Ej, a bi lahko danes prišel malo k meni? Daj no, please. Okej. V redu, bom pa jaz prišla. Ajde, čau. Ja, a še nisi šel? Mislim v Ameriko. Pa ne pozab si jih natakniti. Ej, the best sem se imela tukaj, res. Super, ne bom nikoli pozabila. Si skar fejst punca. Se mi malo žal, da greš. Ampak tak je življenje, ne? Ja, vem, da sem fejst punca. Opa! Se zato pa prav, da grem naprej, ne? Sam malo preveč si željna slave. To pa paz, da te to nov pokupal, viš? A, kaj mi to, iz svojih izkušenj pripoveduješ, a? Zato, ker greš, bom delala se dveš tako, da tole sploh nisem nič slišala. No, ampak nekaj me pa zanima, veš. Kje pa bo končala naša frizerska zvezda? Kam me bo pot odnesla? Naša frizerska zvezdica bo zdaj najprej svetila malo na Maldivih. Kaj? Lepo na vročem sončku z eno veliko živino. Ja. Pol pa ne bo več frizerska zvezda, ampak televizijska. Ajde, dej, čau. Frizerka Manica. O, ti mladina pokvarjena ti. Ja se mi še roke ni dala. Majči, prav je, da si jezna. A veš, očeta težko razumem, ampak take stvari se pač dogajajo. Ja, se dogajajo. Ampak ne pri nas. Pri nas že ne. Naša starša nista taka. Ona dva sploh ne lažeta. Majči, vem, da se je težko soočiti. Težko je spoznati, da tudi naši starši niso popolni. Ampak tako pač je. Majči, ne vem, kako naj ti pomagam. Res mislim, da ne znam. Res je pa, da je prav, da si poslušala sebe in da si očetu povedala, kar mu zameriš. Samo glej, da ne boš sebe uničila zaradi tega. Kaj pa naj naredim? A naj povem mami ali naj kar molčim? Ne, počakaj, Mojči, počakaj. Saj prej ali slej bo mama tako ali tako izvedela. Ne vem, kako bo to prenesla, ampak res je, da najbližji ponavadi zadnji izvedo za take reči. Ali pa tudi nočejo vedeti. Moja mami bo pol še 3-krat bolj žalostna, ko bo zvedela, da sem ji prekrivala. Mi, da si vse zaupava. Majči, no. Moraš vedeti, da ljudje nismo popolni. Pa tudi ti ne boš mogla zmeraj ravnati tako, da bo za vse prav. Tisti zdravstvena, potni list, kartice. Pa denar. Ej, Jože, koliko noči bom zdaj sama spala? Se ne bo dolgo, ko bom spet doma, no? A veš, da ne pomnim, kdaj so bila nazadnje zvečer sama, brez otrok. A ja? Kje pa sta? Pri Korenovih. Špili nekaj pomagati, ali kaj, ne vem, kaj imajo. Maja je malo preklicala, pa je rekla, da jih še nekaj časa ne bo.
Jože, Ja. kaj pa, če bi se ti zjutraj poslovil do otrok, pa greva midva zdaj spat? Pa kaj ti, ženska, ne vidiš, da me glava boli, no? Polno skrbi imam. Pa prosim te, ne deli mi več teh sendvičev s česnom pa čebulo, da ne bom smrdel kot Turk. Koliko smo fini zadnje čase. Tako si jih imel včasih rad. Jah pač ne maram več. Pa prosim te, daj poklič otroka. Rad bi se poslovil, da jih zjutraj ne bom moril. Kaj, Ola gume tudi spakiral, kaj? Prasec hudičo, je taj taka moj foter. Ja, kot tvoj foter. Vse sem mu jih v glavo zmetala, je čisto vse. Skoraj se mi je zmešal. A res? Sam, a veš, mene skrbi za mami. Kako bo šele ona pol žalostna, ko bo zvedela resnico. Ampak ti ne moreš zdaj vseh tipov po tvojemu fotru soditi, veš, se nismo vsi tako, no? Evo, zdaj mene, na primer, no? Jaz že toliko časa čakam pa nič. Samo zato, ker te imam rad, ne? Kako je pa kaj špelo? A se bo zmazala? Po mojem je dosti trmasta, no. Mislim, frka je dosti velika, no. Ne vem, če bomo lahko zdaj sami vse zrihtali. Po mojem bomo vsi počakali, da mat prije nazaj, pa bomo pa skupaj kaj naredili. Mislim, po mojem bo šla v komuno, v Italijo. Kliče. Halo? O, živijo. Ja. Ja, vzuni sva, ja? Sam moment, ja. Halo? Joj, mami, pa se sva rekla, da bo bolj pozna. Ne grem domov. Ne bom se poslavljala od njega. Pa... Okej. Ja, v redu, ja. Okej, pridem. Dio. Domov moram. Naš foter se poslavlja. Si moraš misliti, kaj tazga. Le kje je pustil svojo vest? Nič. Grem. Se vidva jutr. Maja. Kaj je? Rad te veš. Ne pozabi tega. Vem, ja. Pol 11. Imaš pa ti hud raj za fiber. No, jaz se ni čuden, se že dolg časa nisi potoval, a ne? Pa kje sta otroka, no? Prhajata, saj sta rekla, da bosta prišla. In če sta rekla, da bosta prišla, bosta prišla. A zživčen. Kako je pri sosedovih? Slabo. Hej.
Oči gre zjutraj v Ameriko. Ne bo te budil. A bi se mogoče poslovil ali kaj? Ja, pas, kako voziš. Adijo, lahko noč. Halo? V Ameriko gre, ja? Se ne bo on vozil. A ja, se pa še boljša, ne? Lahko noč. Jaz grem spat. Lahko noč. Bučka. Dober večer. Ja, boš kaj odzdravila mogoče? Opa, mlada gospodičnica. Takole se pa ne bomo obnašali. Oči gara, se trud za nas, da bomo lepše živeli, da bomo bolj srečni, vidva pa takole. Sram ne vaju bo. Hvaležnost pa taka. Ja, res imamo super oči. Lepo se mej, dobro potuj. Pa ne pozab na nas, pa našo srečo. Lahko noč. Kaj se z njima dogaja? Več te ne srečujem, razmišljam, kje živiš, kje so tiste roke, žalostne oči. Za mami mi je hudo. In za trenutek, ko bo zvedela, da je njen mož en navaden star kozel. Ja, pa se tebi čist zrolala, ali kaj, Maja? No, to je od očija slika. Veš kaj, tebi se bo zdaj zrola, ker ti bom nekaj zelo nujnega povedala. Maja, ne boš te sploh poslušal, ker si čist nervozna in grem ven, ker si nimam časa s tabo ukvarjati. Ti tako vedno zgineš takrat, ko je največ problemov pri hiši. Ja, ti, vedno. Da veš, naš oče, naš moralni. Prosim, a ne lahko malo pustita primer? Naš moralni oče. Mami, prosim, če daš mir, vsaj 1 sekundo. Ej, Maja, ni mami, midva sva. Nekaj se ti prenesla. Je pa strogo zaupno, ti mora dati v roke. Izvoli, kaseta. Nujno jo poglej. Mija se svoje pravlja. Ja, čau, res boš pogledal. Dragi moj bratec, tvoj moralni očka je en velik, navaden, ušiv, star pacek, ki vara najno mami. Štala bo še večja kot pod Korenovih. Rozi je rekla, da se nismo rodili za to, da bi bili popolni in da bo resnica že prišla na dan in to takrat, ko to najmanj pričakujemo. Se vidimo. Kakor zjutraj ugasnejo ulične luči.
Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj